Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je prva nedeljska tekma 32. kroga prve lige Telemach. Bravo gosti Domžale. Znova se torej merita tekmeca, ki sta si bila nasproti tudi med tednom v polfinalu Pokala Slovenije. Prava drama takrat, ko je Bravo slavil s 3-2 v sodnikovem dodatku. Junak tekme Gregor Bajde. Kaj lahko stori Marjanac, dvojna podaja s Trontljem je uspela, podaja potem pred vrata, Bajde je utekal, ampak gostje odbijajo. Kavčič pa zdaj že na levi strani, še ena žoga v sredino, tole je zdaj priložnost, ampak Marjanac ni prišel do strela z glavo. Lahko Đuranović že predčasno končal sezono. Zdaj proti napad za Bravo, Trontelj ima priložnost, da poda, Bajde preigrava, Bajde do strela in nenatančen je bil Bajde. Privrženci, ki so danes na tribunah, predvsem zaradi Martina Kramariča, pa lep prenos na desno, Trontelj, priložnost za Bajdeta, vendar na pravem mestu Mulalić. Usmani. Jakupović, kot kaže, ni bilo ofsajda, Jakupović preigrava, Jakupović ima priložnost, Jakupović in gol! Vendarle smo dočakali zadetek, 76. minuta, ampak ta gol zagotovo tudi na dušo Orbaniću. Videli bomo v ponovljenem posnetku, sicer zagotovo močan strel, ampak zdelo se je, da gre žoga naravnost v vratarja Brava, ki pa jo je potem odbil za svoj hrbet ob bližnji vratnici. Tule prepovedanega položaja ni bilo. In zdaj še en gol, znova Jakupović. 82. minuta. Domžalčani so povišali prednost, Bravo je na kolenih. Klonil je še enkrat Orbanić, takole je šla hitra akcija, ko znova ni bilo prepovedanega položaja, s prve je zaključil. Dejan Grabič, ni se šlo po vaših željah, sicer začetek tekme tak, kot ste si ga želeli, ne, bili ste kompaktni v nasprotju s tisto pokalno tekmo. Kaj pa se je zgodilo v zadnjih 15-20 minutah? To je nekako obdobje, ko prejemate veliko zadetkov. Verjetno padec koncentracije. V bistvu so nam zabili gole iz nekih napadov, ki se ponavadi z lahkoto rešujejo. Se pravi, se dobi ta ključni duel, se ga dobro zavaruje in sploh ne pride do nekih pol situacij. Čestitev bi Domžalam, ker so v težkem momentu dobili to, po kar so prišli. Spet se je pokazala njihova individualna kakovost, ki imajo veliko za našo ligo. In to je na koncu odločilo, plus naša slaba koncentracija v zaključku tekme. Kaj lahko zdaj od Brava pričakujemo do 11. maja, do finala v prvi ligi Telemach? Boj za vsako piko in loviti optimalno formo za 11. maja. Dejan Đuranović, konec je črnega niza, kar se tiče tekem brez zmage v prvi ligi Telemach. Koliko vam je odleglo, ko je potem v zadnjih 15 minutah steklo tudi v napadu? Ja, to, kar smo hoteli, smo naredili, da prekinemo ta črni niz oziroma da osvojimo vse 3 točke. Po šoku v sredo, kot sem rekel, že pred tekmo, so fantje nekako prespali in že včeraj na treningu pokazali neko energijo, takošno kot morajo. Pokazali so danes, da so profesionalci, da življenje teče naprej in so dobro reagirali v tekmi. Mislim, da smo bili nekako kontrolirali. Tekma je bila na meji, bom rekel, lahko gre v eno drugo smer. Mislim, da smo mi čakali na te svoje priložnosti. Tisti smo prvi povedali danes, potem zaključili tekmo in zadovoljni z izkupičkom. Kaj lahko zdaj pričakujemo od Domžal do konca sezone? Borba za vsako točko, vsako novo zmago in da bi bili potem na koncu čim više na lestvici? Ja, mislim, da vsako tekmo, ki bomo šli, je normalno, da gremo da vzamemo to, kar se ponuja, vse 3 točke. Fanti se zavedajo, da igrajo
za svoj status, za svoj renome in za klubski renome in potrebno je do konca odigrati dobro. Jaz verjamem, da lahko ta ekipa odigra do konca, da tudi nabere še točke in da poskušamo iztržiti največ, kar se da. Poglejmo misli iz tabora domačih, kar se tiče igralskega kadra. Kako oceniti tekmo v zadnjih 15 minutah? Ste nekako izgubili, predtem pa v obrambi bili zelo čvrsti. Ja se strinjam z vami, da naše napake individualne, smo primili 2 gola in Domžale zasluženo zmagali. Kaj pa je manjkalo v napadu? Vseeno ste imeli nekaj situacij, ko bi lahko bili konkretnejši. Pa tako je prišla tekma, pred 3 dni su dali 3 gola napadalci, zdaj danes nisu, nima veze. Gremo naprej, moramo se zavedati, da je svaka tekma pomembna in to je to. Arnel Jakupović, junak tekme, kako dobro vam dene, da ste danes premagali Bravo, ki vas je izločil iz pokala. Zagotovo ste imeli tudi to v mislih. Pa sigurno, poslije pokala smo bili razočarani jer smo htjeli ići u finale, to nam nažalost nije uspjelo. Danas smo pokazali da teška tekma, dobar rezultat, ali ok, dobro. Bravo je bil v prvem polčasu zelo čvrst, v nasprotju z tisto prejšnjo tekmo, v drugem delu pa so potem nekoliko padli. Kaj je bil razlog za to? Ste bili vi pripravljeni na kaj takega? Pa bili smo pripremiti na sve, da očekivamo to koji danas što je bilo i kao i usred što je bilo teška utakmica. Borba, fajt, tu nije drugo, nije lijepo fudbala igranje, nego samo na borbu i danas smo pokazali da možemo i da šteta, opet kažem, u srijedu što nismo dobili pokal, ali ok, život ide dalje i mi smo danas pokazali šta znamo i dobro.